prispeli v Pariz, Orly. Zdaj pa moram najti en prevoz, gremo naprej do najne sobe, hotela. Tako da bova do jutra, do večera tukaj v Parizu. Si bova še kje ogledala, potem pa na avtobus in naprej. Zdaj imamo pa 10 km proti centru Pariza, pa bom mogoče celo peš do najnega hotela. Medva sva štartala kar v enem od Bercy parkov, v bistvu je to Bercy park. Še ribe imajo. V glavno malo so prezgodno v hotelu ob 2. Naj bodo noč spustili, ne je želva, in pretabli. V glavno, zdaj imamo točno 1 uro pa 10 minut časa, sva šla malo okoli. Eno prtlago sva dala, da ne nosva. Nemo pa malo tukaj pogledati. Ta park je ful velik, saj po zemljevidu, tako da... Sredi Pariza. Najino prenočišče. Izvoli naprej. Karte največ ne spustijo na podzemlje, tako da grejo zdaj pa kar peš. Spet čez ta park, ful je folka. Sedijo, ležijo. To je to. In da grejo pa zdaj probati iti proti centru, proti Eifflovemu stolpu, pa tja nekam. Pa videla, itak je že veliko ura bo 4 popoldne zdaj. Tako da ne 3 urice imamo časa. Reka Sena. Da bi bilo tudi zanimivo iti z ladjico. Pa žal imamo samo danes še 3 urice dneva, pa jutri sva imamo avtobus tam okoli 4 popoldne, tako da nima veliko časa, tako da ne bova videla veliko Pariza, tudi verjetno ne bova šla v Louvre, se ne splača. Ob 9 se šele odpre, kakšne 1-2 bi mogla se že začeti vračati. Tako da mogoče kaj drugega raje ogledava. Medva se že cel dan vozila s podzemnimi tramvaji, avtobusi. Zdaj sva pa prišla tle do Eifflovega stolpa. Kam naprej, ne vem. Bova šla, ker je ura 15:05, ampak takole izgleda Eifflov stolp. Ja, kar veliko železa je, kovic, barve in ljudi na njemu. Ja, oba sva že utrujena. Je tudi zelo, ne? Pa še bova utrujena, že trmava še cel dan, pa celo noč, pa še pol dneva ali pa cel dan na avtobusu. Sva šla pogledat, kje bo cilj Tour de France letos. Še ima elektrike proizvaja. Videla sva, kako izgleda, pa kje je. So pa že oba zelo utrujena. Tako da po moje bomo šli nazaj proti hotelu. Ura je 7 zvečer, tako da še zadnji dan po Parizu. Danes popoldne, čez 3 ure nekje morava iti na Flixbus. So se zdaj šla pogledat, kje je, pa malo prtlago za nas tja.
Zdaj pa greva tle proti Notre Damu. Je pa tukaj naprej na drugem otočku. Naprej en otoček, pa je pa še eden, ki je pa Notre Dame gor. Pa sem vidimo, če je kaj lepo za videti. Itak je pred leti zgorel, zdaj ga obnavljajo, tako da je itak zaprto. Pa malo sprehoda po Parizu. Čez dan je kar vroče, po noce pa hladi, nismo navajeni teh temperatur. Tole je pa sena, pa ladice, ki potem vozijo po seni. Je lep Pariz, tudi zelo čist. Vse je lepo urejeno, pa to velike ljudi, samo stavbe so lepe, se ni za peš hoditi. Zdaj pogrešam najina skiroja, žal so opustila na jadrnici. Sicer se da tle najet, ampak tudi nanese potem skoraj raje peš hodba. So pred enim od muzejev, možda mogoče si pogledati, je to časa malo še, meni že zelo rame bolijo, imam ta težek ruzak. Pač pa tako en tak lep par, rože imajo, evo malo pogledati. Natalija pravzaprav pogreša valovanje jadrnico, tako da verjetno bom šla na tole turistično ladjo malo po seni se saj zapeljati. Vsekakor je boljš kot hoditi. Zdaj so prehodila 6 km v eno smer, tako da imamo kar še nekaj. Še vedno sva pa na poti proti Notre Damu. Medaj smo na Flixbusu, smo v Parizu, tako od spodaj, pod enim parkom. Postaja, če se ne pol ure štartamo, jutri dopoldne bomo v Ljubljani, sprav nočna vožnja. Medaj so prispela v Ljubljano končno. Se pravi, v soboto zjutraj so se podala na pot, danes je torek, pol 11 dopoldne. Imamo kar nekaj dni za sabo. Tudi v Parizu smo veliko prehodila, veliko zamenjala tramvaju, avtobusu, metroju, avion, pa še kaj sem verjetno pozabil. Zdaj pa naprej še do doma in to je to. Tokrat sva pa že v Dolenjskem morju. Midva greva danes pa na izlet za eno turistično ladico. Sicer še ne veva kam pa kako, ampak ja, tamle na pomolu je vezana. Gremo pa menda tukaj ob otoku Krku, Zlato plažo, tam pri Stari Baški. Pa mislim, da na Rab, pa okoli Plavnika, pa nazaj nekaj podobnega. Malo potem videla kasneje, kako bo. Evo, medaj so se vkrcala na ladjo. Bog, takole izgleda.
Kaj več pa malo kasneje. Makar ima glih tle mapa, evo ti. Evo se tukaj izplula, tukaj so Nivica, Sredozemlje ven, Narski otok in Atlantik, potem pa čez in zdaj so tukaj na Karibe. Maja pa še kar čaka, še kar dolgo pot naprej. Ja. Tole je Haludovo, pred nami je pa Malinska. Še tukaj ene turiste poberemo, potem pa gremo naprej. Može. Može. Sviraj s curama. Timi na put oko svijeta. Jaz sem zamenjala jadrnico za ladjo, tako da če kdo želi, lahko pride na Kamelijo. Zdaj smo pa na poti na Rab. Morgan. Zdaj nas bo Natalija popeljala iz Raba nazaj na Nivice. Tokrat plujemo ob Hvaru z Bavarije 46. Zdaj gremo po vzhodni strani, severni strani Hvara proti Braču. Verjetno bomo šli danes še na bolj. Smo spali v eni merni luki. Tole zgleda. Trenutno ni nekaj vetra, včeraj smo lepo jadrali. Zdaj pa nadaljujemo tale ob obali.
smo uvali velikosti niva, samo ne na Visu, ampak na Hvaru. Takole zgleda lepo, malo je mrzla voda danes tukaj, ampak je pa čista. Za mano je bolj na Braču, tako da smo zdaj na Brač prišli iz Hvara, potem pa se bomo vrnili nazaj. Smo se ustavili v eni uvali, zasidrali, da pojemo, potem pa gremo naprej. Bomo še malo vetre skoristili po Jadranu. Gremo 6 vozlov. Tole je pa uvala Krušica na Braču. Tole je lani gorelo, pogorjeno.
Prijeli smo v Rogoznico, si gremo pogledati malo mesto, kakšno zgleda, pa na črpalko gremo. Lepo vreme, malo pikla, veliko dolgo mesto, uvalano. Tukaj je marina noter, imajo kar nekaj privezov. Mi gremo pa zdaj tam do konca, pa levo je nekje bencinska črpalka, kjer bomo dotočili. 50 litrov smo porabili na enem tednu. Smo pa kar naredili lep krog, pol Hvara, do Korčule, Bakleni Ovrci, Šolta, Kač. Smo kar nekaj mil naredili. Vsak dan smo nekaj prijadrali, nekaj na motor. Danes pa zaključujemo.